Sem na poti dam, pa sem tukaj v Lukovci na pumpi nekaj najdel, le to. Dobro zjutro, dobro zjutro, dobro zjutro. Danes je pa kar sunac, a? Sonček je, in da si skoštrano. Možnosti poledice vozite previdno. Kako bi Američan prebral poledica? Oh my, I see Politica. Gotta be careful as shit. Veš, da pa preden grem jaz na eno avtomobilsko predstavitev, vrnem Minija, pol vrnem še Astro, pol pa naprej. Kaj bi bil raje, štrom ali vodik? Če bi lahko benzin zbral. Navigacijska naprava ali parking senzor? Bi bil raje parking senzor. Zakaj? Ja, zato, ker sem bolj glasen. Veš, danes sem prišel arboretum, zato ker je Audi pripravil domačo predstavitev novega A5. Mislim, da je vsem jasno, da je tole kupe. Na poti v Slovenijo je tudi že Sportback, to je tisti, ki ima še en par vrat zadaj. Marca pa mislim, da prije tudi kabriolet. Za tiste, ki ste pa malo bolj zajebani, pa ne tolerirate nič drugega kot S-e pa RS-e pa brez skrbine. Tudi tisti avti pridejo, ampak malo pozneje. Drugače pa ste opazili, da se je Audi kar malo obotavljal. Ta prvi A5, to se pravi, prva generacija je bila predstavljena že 10 let nazaj. Veš, to pa Švabom ni podobno. Kako so pridni pa slikajo. 2 kilometrov sva skupaj naredila, pa mi nikoli nisi tako lepo pasa podal. Pa ker smo že pri sprednjem modelu, žarometi A5, ki že v seriji svetijo z LED tehniko. Kar se tiče osnovne ponudbe motorjev je taka. Pri podvozih je pa situacija taka. Evo, na hitro dam še kabino za pogled, tukaj sicer nič novega, Audijeva klasika, ampak izdelava pa top notch. Zdaj pa da naredim še kakšen kilometer, da vidim, kako se je spremenila vozna dinamika in ta prva stvar, ki jo opazim, je, da je avto zelo čvrst, to se pravi, je ostal zvest športnosti, hkrati sem pa ravno kar malo nazaj zapeljal čez kar eno face luknjo, pa je zelo lepo ublažil, predvsem je pa vse skupaj zelo tiho. Pa mogoče še nekaj v sodobni multimediji pri teh Audijih, Če je tvoj avto priklopljen na internet, oziroma če je več Audijev priklopljenih na internet in se mi peljemo recimo po isti cesti, pa sem jaz, ne vem, 5 km pred tabo, pa se meni nekaj zgodi, ali je nesreča, ali je zastoj, bo ta avto to informacijo vrgel v oblak, v bistvu ne vem, kam je bo vrgel. No, ampak point je, da bo ta informacija praktično v živo prišla do tebe, ko se peleš, ne vem, 5 ali pa 10 km za mano in pa boš lahko ukrepil, ali ti bo pa avto kar sam od sebe predlagal drugo pot ali pa obvoz. Znači, to je bilo par stvari v tonomu Audi A5, zdaj pa naprej, mislim, nazaj. Sem na poti dam, pa sem tukaj v Lukovci na pumpi nekaj najdel, le to. 3, 4, zdaj. Takole na prvi uč v nulo ohranjena Honda NSX. Veš, ves čas se voziti z novimi avtomobili, včasih tudi pregrešno dragimi, je ene vrste privilegij. Ampak če mene vprašaš, ni večjega privilegija od prostega časa. In to, da grem zdaj jaz recimo lahko po tamalo v vrtec, meni več pomeni, če bi, ne vem kva, vozil Bugatija. Ja, se gremo uno, leti, letalo nosilka. Aha. Škar sem zdaj ravno kar videl? Črnega Galarda z mariborsko tablico. Vidiš to pa ne vidiš vsak dan. Lamborghini še enkrat. Are you kidding me?